kako pa drugi ljudje prenašajo to vročino in kako se pripravijo, lahko pa vprašam že mojo naslednjo gostnjo, kajti pri meni v studiu je Ana Marija Mitić, zdaj bolje poznana kot Mama Marija. Hvala, Luka, za tole izjemno najavo, res občudujem tvojo lucidnost, kako lepo si iz vremena, sonca, pozitive in topline prešel na mene, ki upam, da iste stvari tudi izžarevam. Ja, definitivno, Ana Marija, ampak kako pa ti dobro prenašaš vročino? Zaenkrat še z leti pa moram reči, da opažam tudi to vremensko obremenilnost, ne vem, mogoče z leti, mogoče kaj drugega, kakorkoli pa kljubujem vsemu, kar nam vreme ponuja in vsemu, kar življenje ponuja, s pozitivizmom in s proaktivnostjo. S proaktivnostjo. Kako pa si kaj proaktivna zdaj te dni, kaj je prineslo poletje za tebe ali v bistvu kaj prinaša? Boš šla bolj na dopuste ali boš bolj delovna? Jaz se ne branim dela, zaradi tega, ker imam to srečo, da rada delam to, kar počnem. Seveda, v vsakem delu so vzponi, padci, v vsakem poslu so stresi in ni vse tako rožnato, čeprav je morda na zunaj videti, kot da mi non-stop samo uživamo v svojem delu. In prav je tako, in tudi ni na našem občinstvu, na sledilcih, na vseh tistih, ki opazujejo naše delo, da bi zdaj presojali, kako je nam težko, s kakšnimi izzivi se soočamo. Je pa res, da jaz svoje izkušnje, ki jih tekom let nabiram, zelo rada delim tudi z ostalimi. In tako, saj zdaj pa že veš, je nastal poriv za izoblikovanje portala Mama Marija, kjer v bistvu na način, ki ga najbolj znam, najbolj obvladam, to je kot voditeljica z pomočjo gostov in gosti, kompetentnih vsak na svojem področju, pridemo do raznih zaključkov, konkretno nasvetov in vodil za boljše življenje. Ker izviram iz sebe in res si želim dobrih nasvetov in koristnih informacij, kako v bistvu biti ženska v sodobnem času. Tako. Čeprav se imenuje Mama Marija, to ni mama blog, to ni o produktih za dojenčke, to niso preizkušanja vozičkov ali pa česar takega, to prepuščam tistim drugim, ki to obvladajo in se s tem ukvarjajo. Je pa res, da kot Mama Marija, vedno pripravljena, kaj bi bil moj slogan, vedno pripravljena. Vedno pripravljena. Saj veš, zdajle prideva, se pozdraviva, malo poklepetava in tudi kamere so že, sem vedno pripravljena. In mislim, da je to ena stvar, ki jo sodobna ženska lahko prakticira in ki si jo želi. In v tem oziru pripravljam tudi eno tako lično torbico, ki bo multifunkcionalna, priročna. Ja, priročna, ne zdaj torbico za okrog ramena, ampak torbica z osnovnimi ženskimi produkti. Tako, neseser. Ja, v bistvu kozmetična torbica, majhna, ki je primerna in za večjo torbico ali pa takole za pod roko. Tako da v bistvu sem v fazi razvoja tega, kako zdaj pride do ultimativne Mama Marija torbice, ready steady torbica, vedno pripravljena. In mislim, da bom za tiste prve, ki se bodo odločile temu slediti in si jo nabaviti, dala tudi nekaj nepogrešljivih produktov noter. Veš, kaj jaz mislim, da mora biti ta torbica? Ker to mi sploh nisi rekla na zadnje, ko sva se srečala, pa sva klepetala. Ja. Zdaj si me čisto presenetila s to Mama Marija torbico in moram jaz zdaj svoj lonček pristaviti, kaj jaz mislim, da bi mogla imeti ta torbica. Me zelo zanima. Veš, kaj mora imeti ta torbica? Jaz mislim, da ta torbica mora imeti že vgrajen polnilec za telefon. To ni slabo. En tak mali in potem gre sam iz torbice direkt že ven kabelček, kjer ga uštekaš v elektriko, naprimer, na drugi strani je pa polnilec. A veš, in tako ga nikoli ne pozabiš, ker te torbice nikoli ne boste pozabili. Wow, super, hvala ti tudi za ta tehnološki uvid. Jaz sem bolj elementarna, pa sem še na te res nepogrešljive stvari, ampak ja, živimo v digitalni dobi, sama dobro vem, saj sem snovala digitalni portal. Pa mama si, a veš, pa postiš moža doma z otrokom in kaj če on kaj ne ve? Kaj če on kaj ne ve, tebi zmanjka baterije v telefonu in pol je poven stresa. In pol je mož poven stresa in pride domov in je in je tečen in ti misliš, kako se boš pa doma sprostila, da je vse v najboljšem redu, ampak sploh ne veš, ker nisi mogla vedeti. Ker si imela prazen telefon, ampak to pa z Mama Marija torbico ne bo več problem. Odlična poslovna ideja, Luka, in takih smo vedno veseli, ker kot tudi veš, se čedalje bolj gibam tudi v podjetniških krogih. Vedno je premisa, kako vam lahko pomagam, kako si lahko pomagamo, zakaj ne bi mrežili in se povezovali, ne pa samo obsojali in opravljali in gledali, kaj drugi počnejo. Ko pa bili fauš. Mislim, lahko če vam to omogoči lepši dan. Gre dober, pa čist malo delajo. Ker ljudje včasih pozabljajo, kako veliko dela gre. Vse, kar izgleda preprosto, ampak je treba veliko dela
v to vlagati prej, ne, stalno znova biti na tekočem, da stvari ne zamrejo. A ne? Ja, to je delo, ki se v bistvu nikoli ne neha. Ne? In tako življenje ni za vsakega. Tisti, ki bi radi stabilnost in ki bi rabili strogo odmeren čas, tisti morda je bolje se odločil za kakšno stabilno aktivacijo v smislu urejenega delovnika, rutine in pač, da drugi poskrbijo za njihove regrese, če sta še mal aktualna. Spet drugi pa radi pijemo življenje in ga zajemamo s polno žlico in se ne izogibamo mogoče nepotrebnem stresu in se ne izogibamo izzivov, ki prihajajo, ker v bistvu, tako mi je všeč, pred časom sem slišala fail your way to success. Skratka, da čez neuspehe, čez potike, čez padce lahko pridemo do uspešne pozicije. Zdaj spet, kaj je uspeh? Nekomu je uspeh, da ima dober balans med prostim časom in svojim poslovnim angažmajem, spet drugemu je uspeh, da bo lahko imel cel božji dan, samo da bo razmišljal o svojem poslu. V različnih fazah smo in ni recepta prav ali narobe. Je pa recept, da se združujemo in povezujemo in tukaj sem ponosna članica BNI, Business Network International. To sem pa zasledil, da bo en dogodek kmalu. Ja, drži. Veliki podjetniški dogodek. BNI Slovenija ima enega izjemnega direktorja, to je Jernej Pirc, ki je v bistvu BNI, to je internacionalni največja struktura za poslovno mreženje, iz Amerika to izhaja. Dr. Ivan Misner je ustanovitelj. Restart Slovenije. Tako, to je, super šlik, to si najdel. Ja, in jaz sem ena izmed govornic, pač delila bom svoje izkušnje. Smo v fazi transformacije, digitalizacije, vsi zdaj že o tem govorijo, Zoom ni več nič nenavadnega in seveda bo tudi ta seminar, dogodek potekal prek digitalne platforme, da se lahko vsak javi iz udobja svoje pisarne ali doma. Ne bom sama, seveda nas bo pozdravil gospod direktor Jernej Pirc, ki se je odločil večkrat na leto narediti to potezo, da povabi čisto brezplačno vse, ki so podjetniki, ki bi si radi povečali posel, ki jih zanima, kako pristopiti k poslu, mogoče tisti, ki se še spogledujejo z podjetniško potjo, ali pa tisti, ki so v njej že utečeni, so dobri in bi se radi povezovali, mrežili. In to podjetniško mreženje jaz toplo priporočam, ker ni nič tacga. Mi mrežimo v bistvu vsak dan. Mamice v vrtcu mrežimo vsako jutro, ko povemo, si izmenjamo informacije, si pomagamo, mogoče en rabi neki, drug mu lahko to da. In ja, vedno je vprašanje, kako vam lahko pomagam in jaz ga rada zastavljam in kako vam lahko pomagam, tako da pridete in se navzamete vseh naših izkušenj in mogoče delite kakšne vaše. Jernej Pirc, jaz skrbim za entuziazem, za karizmo dr. Ivar Kadič, ki pač se res ukvarja profesionalno z nebesednim jezikom in seveda Dejan Zavec, ki mu poguma ne manjka in tudi sam v bistvu avtor kar dost uspešne poslovne zgodbe in karierne poti. On bi bil lahko tudi za karizmo. No? Tudi in za simpatijo. No? Res je človek velikega srca. Jaz se veselim tega srečanja, tako da čisto vsi toplo vabljeni, prijava je, mislim, da izjemno enostavna, vse najdete na internetu, če ne pa na ana@anamariamitic.com, kjer sem vsak dan večkrat. Ja. Imenitno. Ampak, Ana Marija, kaj pa čaka portal Mama Marija? Zdaj, čez poletje greš na kakšne pauze ali narediš bolj kakšne take poletne prispevke, združiš koristno s prijetnim morda? Kreativi ni konca, ne kraja. In tukaj res lahko rečem, da mitic.do, mamamarija.si poskrbi za kreativne rešitve, ne samo tako, kot je videti vsake 14 dni v epizodi Mama Marije, ampak lahko pomagamo tudi podjetnikom. Včasih je zagata, kako sformirati spletno stran. Zdaj bi, v bistvu je včasih bilo, če nisi v Lady, te ni, danes velja, če nisi na spletu, te ni. In je fino imeti to vizitko tam prisotno. Bolje atraktivna, bolje kredibilna, bolje kreativna, bolje je. In tukaj lahko pomagamo. Tudi ti se znajdeš včasih v ekipi mojih kreativnih sodelavcev, ko pomagamo pri team buildingih, pri zabavah, pri dogodkih, v bistvu narediti nepozabno izkušnjo. Tako, ko kaj zapojemo, kaj nastopamo, improviziramo. Tako, to ni problem. Da se ljudje nasmejejo, pa včasih tudi na malce možgančke napnejo. Kaj, ne? Drži. Ampak za tiste stvari, ki pa jim niso tako blizu, pa se jim zdi škoda časa ali pa mogoče niso tako vešči teh stvari, tle pa res lahko pomagamo mi. Torej, oblikovanje sinopsisa, kako ne bi dogodek izgledal, a ga dati na splet, a ga dati hibridno, a ga dati v živo, kje smo zdaj, kaj hočemo sploh povedati, kdo bo naš povabljen in kako skomunicirati prave stvari. No, tukaj pa mislim, da besede so kar moj dom. To besede so pa definitivno tvoj dom. Pravilno jih znaš kanalizirati. Ja, rada lepe sestavke oblikujem, se pravi tudi v tekstu, napisanem, v glasništvu, čez video, skratka opcije kar malo morje. Ne. Pa tudi kakšne jingle bi znali narediti. Seveda, sinhronizacija, adaptacija, reaktivacija, reanimacija, vse to z veseljem počnemo. No. Ja, veš kaj, Ana Marija, zdaj bomo na hitro skočila v oglase, pa v oglasih mi boš pa zaupala, če bo še kaj aktivna v kakšnem filmu ali pa se kakšna sinhronizacija obeta ali pa kaj takega, se spomnim, ne,
Nisi bila ti v teh košarkarskih filmih. Ali? Ja, še preden sem zares postala mama, sem bila mama tam. In v bistvu, kako zanimivo, kaj je ponudil scenarij. No, pogled v prihodnost. Ne, v pogled v prihodnost. Dekleca ni bilo niti blizu, niti zraven, ko sem jaz že igrala mamo. In potem, ko sem jo drugič zaigrala, sem bila že visoko noseča, tik na tem, da grem roditi. In zdaj pa imam. Bova po oglasih. Mi ne hitro v oglasih, za Ano Marijo bova pa takoj nazaj. Stanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo in v moji družbi, seveda, vedno nasmejana, pa tudi vedno zgovorna, Ana Marija Mitić, mama Marija. Luka, lepo zdrav še enkrat, ne samo tebi, ampak tudi vsem, ki zdaj le spremljajo v živo in mora biti tudi tistim, ki spremljate malce kasneje, kakšen posnetek. Tako, tudi ponovitve zelo radi gledajo naše jutranje oddaje. Ne. Potem se veš, dale je veliko ljudi v službi, ne, pa morda ne morejo, potem popoldanci pa radi vzamejo trenutek in malce pogledajo, kaj se vse dogajalo na naši mali televiziji, ne. Mala televizija z velikimi gosti. Ja, in velikim srcem. Ne, tako. In srčno z veseljem res lahko povem, da je danes aktualna premiera, jaz imam vsake 14 dni premiero svoje nove oddaje, epizode na Mama Mariji in tokrat je gost Ciril Komotar. Pogovarjava se o njemu ljubi temi, meni pa še bolj kot mamici in kot ženski v sodobnem urbanem okolju in to je varnost v prometu. Poplava električnih skirojev, poplava električnih vozil takih in drugačnih, potem so tukaj rolke, rolerji, kolesa, vse te neke zelena prevozna sredstva in malo manj zelena. Kaj je zdaj pametno, kaj je dobro? Pogovarjala sva se tudi o strasti do njegovih, do vozil, do hitrosti in o tem, kako on skrbi za varnost. Ne? Potem morate pa nujno pogledati oba dva, naslednjič, ko se srečata, Instagram profil Prometne tegobe Ljubljane. Včeraj je bil tukaj moj gost in sva debatirala. Naprimer, jaz nisem vedel, veš, da je električni skiro, da to spada po zakonodaji slovenski v isto kvalifikacijo kakor go-kart. Kakor go-kart in s tem se lahko voziš načeloma samo po skupnih prostorih, se pravi, naprimer v Ljubljani po Prešernovem trgu, kjer je skupen prostor pešcev in kolesarjev. Drugače sploh ne bi smel po pločniku, zdaj sploh ne po kolesarski, drugače so rekli, država rekla, da bo tukaj malo zamižala še za enkrat, ampak da se bodo pa te stvari počasi uredilati in sankcionirati. In tudi prav je tako, da vemo, kaj se sme in kaj se ne sme. Recimo, če lahko navržem kar uporabno informacijo, večinoma se sprašujemo, sploh ko imamo večje otroke, kdaj sme naprej, kdaj ne več v otroški rigorozni sedež, kdaj je tako velik oziroma dovolj star, da ga lahko varno seveda pripnemo. Da spredi sedi. Tam, ka želi, tako. Koliko oči pa mami. Ja. No in je 150 cm, zakonsko določena meja, ko doseže to višino, potem lahko otroka presedemo varno, seveda, vedno s pasom. Tudi če je 8 let star, pa je 1,5 m visok. Bi bilo kar čudno, ampak ja, seveda. Eni so kafi žov, 1, 2, 3 zrastejo gor. Res je, v glavnem taki nasveti, no to je smotra Mama Marije, da ponudi nasvete, da ponudi v pogledu gosta gostjo. Da v bistvu pove tiste srčike, ki jih težko zvemo iz njihovih javnih pojavljanj. Jaz pa mislim, da kot voditeljica sem kar človek, ki dovolj srčno, nežno, ljubeče, pa vendar ostro vpraša to, kar nas vse zanima. Kaj pa nas vse zanima? Kako čim bolje živeti? To. Tako, vse to je neka premisa sodobnega sveta. Veš, kako čim bolje živeti, kako res si uresničiti svoje potenciale, živeti eno tako polno življenje, hkrati pa ne izostati iz teh trenutkov. In kako zdaj sklepati kompromise, s katerimi se bomo mi dobro počutili. Kako se dobro počutiti v življenju. Zato gostim res od ženske, ki je se zelo poglobila v dojenje, napisala celo knjigo o dojenju po 1. letu, ki eni malo zamižijo, eni malo pogledajo, kako, to so res čist materinske teme, do varnosti v prometu. Agencija za varnost prometa je tukaj prišla nasproti in so z veseljem tudi ponudili svojo sogovornico, ki res vsak dan dela kot koordinatorka programov in strokovna vodja na tem, kako v bistvu obvestiti javnosti o tem, kako se dobro in pametno vesti v prometu. Zato, da nam bo vsem lepše, boljše in lažje živeti. Ja, to se pa strinjam. Večina, recimo, nesreč se zgodi v naseljih. Znotraj tam, kjer je treba najpočasneje voziti. Ja, mi bi pa tam radi najbolj pohiteli, ampak hitro, prehitro. Pa dobro, ne samo prometna varnost, tudi kakšne take malo bolj mejne teme, o katerih ne govorimo vsak dan, pa so vendar zelo pomembne in znajo pomagati. Cvetne esence, kaj je zdaj to? Mogoče te tinkture oziroma olja, eterična že poznamo, pa se jih poslužujemo, sploh te, ki smo malo bolj k naravi nagnjeni starši in ljudje. Ampak cvetna esenca, kaj pa je to? A si vedel, da obstajajo slovenske cvetne esence in da sem našla žensko, ki jih sama izdeluje, ki je sicer bila visoko
poslovnem svetu pa se odločila iti to podjetniško pot. In wow, kaj vse nam lahko ponudi ena Lipa, ki ona je rekla, da bi jo morali kar s helikopterjem špricati čez vse Slovence. No in do takih stvari pridem v epizodah Mama Marije. Tako da res toplo vabljeni k ogledu. In portala, in tudi na YouTube kanalu smo, na Instagramu sem zelo aktivna, tudi Facebook, povsod. Res najdite me, pišite mi, jaz bom vesela vaših namigov, vesela vaših mnenj in seveda tudi vprašanj. Ker v rubriki Mama pomagaj zastavijo gledalci, sledilci, sledilke, gledalke svoje vprašanje, jaz pa ga direkt v njihovem našem imenu zastavim naprej gostje. Imenitno. Sem že mislil, da naprej še kakšni drugi mami zastaviš. Veš, če ti sama ne veš, pokličeš tvojo mamo. Ja, pa sej to je pa mreženje. To je pa mreženje med nami ljudmi, med mamami, v samem poslovnem sektorju, v neposlovnih sektorjih, kakorkoli, vedno mrežimo, vedno se gibamo in vedno se povezujemo. Jaz sem res fan tega. Tako da, če bi radi, ne še enkrat omenjam BNI, Business Network. To sem ti ravno hotel reči, ker čas nama počasi beži, ne vse, pa da še omenimo, kje vse te bomo lahko zdaj v bližnji prihodnosti spremljali in ti sledili. Ok, čisto konkretno, danes sveže na portalu Mama Marija in na YouTube kanalu Mama Marija, nova epizoda s Cirilom Komotarjem. Že v ponedeljek v živo prek platforme Zoom v okviru Business Network International, veliki, največji mrežniški dogodek za podjetnike od 14. do 17. ure. V ponedeljek prijava je online. To kratkoročno. Dolgoročno, v juniju v živo naj bi bil dogodek v Krškem, kjer se lahko srečamo, dostopno za vse, si lahko v živo pomahamo, se srečamo in slikamo in še marsikje. Jaz načeloma ne odhajam kar tako na dopust, morda avgusta naredim pauzo s portalom, pa pol septembra štartam z novo sezono, mogoče celo s kakšno prenovljeno grafiko, bom videla. Boš videla. In seveda torbice. Torbice. No, to se bo pa kdaj še dobila, da ti jo prinesem pokazati, pa da boš lahko svojih srčnih dami. Ker včasih more kdo pokomentirati, ker ni toliko zraven, ne pri temu, ampak se mu pa mogoče kaj zdi, ne tako. Včasih moraš narediti korak stran. Drži? Kot v galeriji, veš, kad gledaš slike, najprej od blizu in pol bolj stran, še bolj stran. Da za voljo gledanja drevesa ne pozabiš na celoten gozd. Jo, Luka, danes pa kar kipiva dobrih nasvetov. Tako, tako modra izpadeva. Ja, pa sej sva. Kako mlada in modra. To je pa dobra kombinacija. In tudi lepa. Če te smej malo pohvaliti. Pa prosim, vrni kompliment, da ne bo neugodno. Seveda, ne, ti si daleč najlepša v tem studiu danes. Joj, hvala, Luka. Pa tudi nasploh, vedno žariš, vedno nasmejana. A ne, da se splača v življenju smejati. Biti nasmejan, pozitivno, naravnan. Ne, ker potem so tudi drugi ljudje, tudi če imajo slab dan in pa ti mogoče malce dan polepšaš. Ne? Zanimivo je, kako lahko s pozitivnostjo in s proaktivnostjo uspodbudimo tudi druge, da mogoče lažje grejo čez svoje izzive. Je pa res, da se ni za blamirati, pa ni za dajati napačen vtis, da sem pa vedno prekipevam od pozitive in nasmejana. Seveda sem tudi jaz človek in tudi to rada iskreno vedno povem in tudi to iskreno delim z vsemi, ki želijo poslušati in gledati mamamarija.si. No, Ana Marija, jaz mislim, da bomo kar vsi danes že priklopili na mamamarija.si, da vidimo tvoje najnovejše intervjuje, se pa tudi veselim že vseh dogodkov, ker se bomo lahko v živo srečala in more biti tudi kaj spet nastopala. Že pogrešaš kaj nastopanje, ne? Zdaj, ko se malce odri, dogodki spet prihaja nazaj, se odpira, da lahko kaj zaigramo, kaj zapojemo, povemo kakšno šalo. Bolj kot postajam zrelejša, bolj dober stand-up sem pač počela 10 let in pol po 10 letih sem rekla v redu, moj del je zaključen, prepuščam naprej mladim silam vse to. Zato, ker žanr je izjemno zanimiv in res povleče največ iz tebe, ker si sam. Samo ti in mikrofon in občinstvo. In moč iz tega nares pričarati vse, kar si mislil. Je pa res, da imam tle eno lep talent, ki sem ga gojila in to je klavir. Ne? Sem lep pianist in teoretik po izobrazbi in bolj kot zorim, bolj se rada zatekam spet glasbi. Imela sem epizodo z Nula Kelvina, ekipo čudovitih glasbenikov, ki imajo briljantne tekste in so mi bili zelo blizu in smo tudi nekaj časa sodelovali, celo eno ploščo skupaj naredili. A zdaj pa mislim, da me čedalje bolj vleče v ta nek šansonski princip sporočanja svojih globokih čustev in zaznavanj. Jaz najrajše informacije sprejemam preko pesmi. A ne? Tako da bom vesel, tudi recepte preko pesmi podane, nasveti preko pesmi podane. Vse bi moralo biti zapeto, saj gre veliko lepše v uho. In ritem, ki nam je blizu, še preden se rodimo. Že preden se rodimo, tako. Ana Marija Mitić, najlepša hvala, da si me zopet obiskala. Z veseljem. In to še na česrček. Ne? Na srčka četrtek. Na srček.
To je pa hashtag na Instagramu, ki se je prerodil kar v eno tako gibanje. Jaz sem namreč na vsakem vogalu več kot 10 let že videvam srčke, stvari v obliki srca. Kdo stopna čigumi, pa je srce. Odpadni papirček na tleh pa je v obliki srca. Pena v pivu pa je kar srce. Sem začela to objavljati in sem videla, da nisem edina. Da nas je več, ki dobro mislimo, ki srčno gledamo na življenje in ko vidimo ta znak, mi često ljudje pol pošljejo. Nej, sem videla to, pa sem se spomnila na te. In potem sem to se odločila, da to delim samo na en dan v tednu in to ob četrtkih in sem ga ljubko poimenovala Čez srček. In je kar nastalo gibanje. Tako da vabljeni, da sledite tudi temu na Instagramu. Hashtag Čez srček. Hashtag Čez srček, drugače pa mamamarija.si, da ne boste kaj zamudili. Ana Marija Mitić, najlepša hvala. Mislim, da se vidiva kaj kmalu še, če ne pa po poletju, da boš poročala, kakšno je bilo poletje za te. Luka, hvala ti za vabilo v ta vedno prijeten studio, hvala tudi Ljubljana TV in uspešno oblikujte program še naprej, kaj ti delate dobro. Hvala lepa. Mi bomo šli pa tudi tja, kjer delajo dobro naši sodelavci in to so v oglase. Potem se pa vrnite še za eno porcijo aktualnih novic, prometa in vremena. Ostanite z nami, se gledamo.